Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, kjer za vas pripravljamo tudi oddaje Župan za vas, kjer gostimo predstavnike in predstavnice iz pomurskih občin, da vam potem tudi predstavijo ti gostje aktualno dogajanje pri njih v njihovih lokalnih skupnostih. No, tokrat bomo pokukali, kaj se dogaja v občini Moravske Toplice, in tako danes gostimo v studiu podžupana občine Moravske Toplice, gospoda Sašoja Koco. Gospod Koca, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav, pa hvala za vabilo. Torej, leto se počasi končuje, pa zagotovo nekako gledalke in gledalce, predvsem pa občane in občanke občine Moravske Toplice, zagotovo zanima, kam gre teh 10 milijonov evrov proračuna, ki ga nekako v nekem letu imate pri vas na občini na razpolago. Ja, verjamem, da to vsakega zanima. 10 milijonov se sliši mogoče dosti, ampak je za mnogo stvari premalo. Letos smo sicer uspeli z mnogo investicijami, kar se tiče izgradnje vodovodov v Lončarovcih, v Fokovcih, predvsem v Filovcih. Filovci nam predstavljajo največji zalogaj, ko se tiče finančnih sredstev v proračunu. Ko se je projekt izgradnje vodovoda začel pred leti, so bile, kot vemo, svetovne politične razmere drugačne, kot so danes. To je takrat povzročilo skok cen, vse do danes, in so se nam te stroški z investicijami precej povečali. Denimo recimo samo asfalti v Filovcih, kjer še nismo končali, ampak komaj del vasi urejamo, spodnji del vasi, kjer se je zgradil vodovod, elektrika je šla v zemljo, javna razsvetljava se pripravlja, optično omrežje se je na novo zgradilo. Sedaj v teh dneh izvajalski podjetji končujeta z asfaltiranjem. No, ko denimo glede stroškov, pred 2 letoma, mogoče malo več, nam je to predstavljalo 1 milijon asfaltiranja vseh cest v Filovcih. Sedaj po zadnjih izračunih bo to kar nekje 3 milijone. To za 10 milijonski proračun je to ogromno. Drugače, kje, recimo ste omenili nekako Filovce, da tam izvajate te investicije, kako je v drugih krajih v vaši občini, kaj se tam dogaja? No, kot sem menil še vodovod v Fokovcih, tam bomo tudi morali ceste sanirati, isto v Lončarovcih. Pri obeh teh gradnjah se je hkrati tudi polagalo optično mreže strani izvajalca Rune. Ravno kar v Moravskih Toplicah tudi poteka sanacija Kratke ulice, to je ulica ob Ivodu, ki je bila že kar v slabem stanju, in del Levstikove ulice, to je nekje 100 tisoč evrov, bo končana še letos. Potem pred dnevi smo podpisali pogodbo z izvajalcem za investicijo v Ivance, ki se bo kmalu začela, slab 1 milijon evrov, nekje 800 tisoč bo. Je pa to nov vodovod, pločniki, javna razsvetljava skozi celotno vas. Kdaj se pričakuje, da bodo te investicije zaključene? Letos ena sigurno ne. Za ta v Moravskih Toplicah, ki je manjše vrednosti, 100 tisoč, bo še letos verjetno zaključeno. Za Filovce bomo še gradili asfalte naslednje leto, po bregovih. Ivance računamo nekje junija drugo leto, da zaključimo. Nekaj se bo, kot rečeno, vseeno potegnilo še v naslednje leto, da letos vse ne bomo uspeli dokončati. Zdaj nekako sami ste omenili seveda ta finančna sredstva, pa morda viri financiranja za vse te investicije, ki jih pač imate, kaj so to večinoma občinska sredstva oziroma od kje nekako najdete ta sredstva, da lahko potem te investicije tudi izpeljete? Za vodovod sistema B, kot rečeno, tiste 3 investicije v 3 vaseh, so evropska sredstva. Vse ostalo, kar pa pride zraven, asfalt, optika, elektrika, javna razsvetljava, pa sami financiramo s proračuna. Nekih tovrstnih razpisov, da bi se lahko na ravni države ali z evropska sredstva potegovali, zadnja leta ni. Razpisi so bolj za neke mehke vsebine, sodelovanja, kot mi pravimo, za beton, pa nekih razpisov ni. In niti pričakovati prihodnje, verjetno. Nekako za to vrste investicije je vseeno potrebno tudi nekako soglasje oziroma potrditev občinskega sveta. Kakšno je pri vas delovanje občinskega sveta? Morda ste bolj složni, sodelujete, ali je morda kakšen prepad med vami v občinskem svetu? Kako recimo občinski svet pri vas v občini deluje? Mislim, da kar složno. Nekaj sicer vsak ima zapovedati po navadi, kar je razumljivo, ker ne hodimo samo tja sedeti.
So neke razprave, no ponavadi pa kar se zmenimo in nekako zglasujemo vse dobre stvari. Nekih težav, konfliktov zadnje leta res ni. Kot mogoče vidimo v kakšnih drugih občinah, težave z odstopi in podobnimi. Ja, kot vemo, tam zdaj pravimo recimo Radenski sindrom. Ja. Morda še kak vaš kratek komentar tega dogajanja v Radencih? Morda ni to dobro za samo občino, pa za občane, ker zadeve stojijo. Ne glede, kdo je župan, izvoljen je bil na volitvah. Marsikomu ni všeč, marsikomu je všeč, ampak volitve so dale svoj rezultat in menim, da bi mogli kot pri nas složno sodelovati za dobrobit občine. Recimo. Vemo, torej počasi se to leto 23 končuje, prihaja leto 24, pa morda kaj imate v načrtu za prihodnje leto? Kaj vse nekako, katere investicije imate planirane v letu 2024? Več je, kot sem prej rekel, več investicij se pomika naslednje leto, kot rečeno verjetno do junija. Potem pa imamo tudi ene take, kot mi rečemo, papirnate investicije, to je recimo dosti je projektiranja, recimo Center Moravskih toplic se bo v naslednjem letu, oziroma že smo v neki začetni fazi projektiral, kako želimo, da bo center izgledal. Malo se nam je zdaj zalomilo pri sprejemanju prostorskega akta, ker se je po nekem obdobju ministrstvo nekaj premislilo, pa še dodatno moramo spreminjati do zaključka sprejema OPPN-ja. Zato še malo čakamo s projektiranjem, ampak verjamem, da drugo leto bo sprojektiran Center Moravskih toplic. Bomo ga malo spremenili na lepše, da bo bolj privlačen, kot mi pravimo, da se bo turist hotel slikati v njem. To nam je cilj. Potem pa razne investicije po vaseh. Potekajo tudi odkupi zemljišč za pločnik pri Sanjakovcih, recimo. To sicer strani države, ampak mi tudi pomagamo pri tem. Polno pa majhnih investicij v krajevnih skupnostih. Pa morda glede proračuna za drugo leto, kdaj ga, torej kakšna bo predvidena vrednost, pa kdaj ga nekako predvidevate, da ga boste sprejeli? Predvidevamo, letos imamo rebalans za 2023, pa proračun za naslednje leto rebalans, ker ga sprejetega že imamo, ne? Rebalansa moramo samo delati. Časi so negotovi, težko ga zaposlene na občinski upravi sestavljajo, glede na to, da iz meseca v mesece neke številke, kar se tiče cen, storitev, materialov, spreminjajo. Računamo, da letos še ta rebalans sprejmemo, bo pa nekaj. Realno računamo proračun, sicer ga mi planiramo 16-17 milijonov, realen je nekje 90 milijonov tudi naslednje leto. Zagotovo ljudi v deželi ob Muri, predvsem tudi Sobočance, pa zanima, kako je s to obvoznico, kajti vi ste preko tega zadrževalnika tudi del te zgodbe, ko bo prišla nekako tudi ta vzhodna obvoznica pri Murski Soboti. Morda kako daleč je s to zgodbo? Pa sodna obvoznica je še vedno živa zgodba, vedno se še dogaja, predvsem poslanci se zelo aktivirajo zdaj ob tej zgodbi. Mi smo povezani z vzhodno obvoznico, z sebebrskim zadrževalnikom, ki pa bo, to se sicer nam očita, da mi vsiljujemo, ne, ampak to ni res. Sebebrski zadrževalnik bo kvečjemu varoval zelo malo ozemlja naše občine, več ali manj pa Mursko Soboto, se pravi severno obrtno cono, BTC, ta del bo varoval pred poplavami, ne. Zato država in soboški OPN zahteva, da ta zadrževalnik pred izgradnjo vzhodne obvoznice. Načrtih države je, v načrtu razvojnih programov proračun države je tudi, notri samo se pomika, ne. Največje težave tudi predstavljajo te menjave vlad. Trenutno ni ministrov, eno v drugo, meni minister dela pokrivajo dve področji, dvoje ministrstvo. To vse povzroča malo zamik, ne. Ampak verjamem pa bo zgrajeno do nekem času 4 let, 5 let, da moglo biti zgrajeno. Torej tam nekje do 2030. Pa takrat pa že sigurno, ja. Upamo ga prej, valjda, ja. Računamo ga prej, po neki časovnici ministrstva bi zadrževalnik bi se naj 2025, 2026 začel graditi. Zadrževalnik je pa predpogoj za izgradnjo vzhodne obvoznice. Veliko se je govorilo tudi o razvoju oziroma vzpostavitvi te tako imenovane rimske čarde. Ja. Kako daleč so zadeve v zvezi s tem? Zdaj vrtine smo v prejšnjih letih sanirali, država je razpisala koncesijo,
Mi smo se na to koncesijo za svojo družbo, se pravi Rimska čart d.o.o., edina družbenica te firme družbe je občina Moravske Toplice. Mi smo se s to firmo prijavili na razpis za koncesijo. Bili smo edini prijavitelj, to informacijo zaenkrat imamo, ustrezali smo vsem pogojem, vse smo zagotovili. Edino težava je v tem, da trenutno to stoji na Ministrstvu za naravne vire, kjer pa trenutno ni rednega ministra. Mislim, da pokriva to področje sedaj Alenka Bratušek, ki pa verjetno ima mnogo dela še na svojem ministrstvu za infrastrukturo. Tako da čakamo zaenkrat na odgovore, kdaj, oziroma ne čakamo, če bo ali ne bo koncesija, kdaj bo ta koncesija. Je pa že bilo nekaj interesentov glede izgradnje kakega zdravilišča. Voda, ki priteče iz te vrtine, ni tako podobna tisti, ki je v Moravskih Toplicah, ampak je predvsem za zdravljanje luskavic. Tako da si obetamo, ampak najprej, kot rečeno, koncesija, pa potem naprej. Prihaja veseli december, zdaj po teh, bom rekel, zadevah okrog korone, letos končno smo se tega osvobodili, da ne bo nekih omejitev, pa ne vem, kaj so si oblastniki takrat se zmešljevali. Pa morda, torej, nekako smo zdaj lahko nekako svobodni, še, vprašanje kako dolgo, tako se bodo spet kaj zmislili. Ampak morda, kako imate planirano dogajanje v občini Moravskih Toplicah v tem veselem decembru? Zato dosti krajevne skupnosti same, kaj pripravljajo kakšno obdarovanja, ne vse, nekaj pa jih je. Občina pa to nalogo predaja svojemu javnemu zavodu TIC, Turistično-informativni center, ki vsako leto pripravi nekaj, tudi v koroni smo nekaj pripravljali, makar nadaljavo potem, ampak je tudi bilo lepo. Letos so planirane decembrske aktivnosti, božiček, pismo božičko, razne koncerte po objektih v cele občine, na koncu bo itak silvestrovanje s skupino Avantura pa Riso Sreč v centru Moravskih Toplic. To pa imamo za občane, za turiste, za vse, vsak da lahko pride. Na tem mestu pa seveda vabilo občanom, vsem, ki bi želeli se pozabavati za Silvestrovo pri nas, vabljeni tudi na decembrske aktivnosti. Najbolje je spremljati naše digitalne kanale, tudi v našem občinskem glasilu smo že zapisali, kaj bo decembra, tako da vabljeni tudi vi.